Skupaj, tokrat na virtualnem predavanju, še ena novost v tem koronskem obdobju zame, ampak bomo tudi na ta način, upam, da naredili predavanje zanimivo. Jaz sem eden od tima Šapa in v bistvu nadaljujemo ta cikel. Vsak mesec imamo, zdaj že tretji mesec zapored, eno potopisno predavanje. Pokažemo malo, kam bomo spet lahko peljali, ko se zadeve malo znormalizirajo in racionalizirajo. Tako da danes gremo v Afriko, in sicer v Ugando in Tanzanijo. To moram reči, da je kar ena taka best of varianta Afrike, kjer je vključenih kar nekaj tako imenovanih highlightov, vsaj kar si nekako povprečen turist predstavlja pod Afriko. Imamo Ugando, zelo tako pristno Afriko, še precej neturistično, potem Tanzanijo, ki ima že precej več stika z turizmom, z nacionalnimi parki, in potem še na koncu pravljični Zanzibar, ki verjamem, da je na spisku marsikaterega turista. Tako bomo kar začeli z eno predstavitvijo Ugande. V moji navadi je, da na začetku majčkeno predstavim državo, po kateri bomo potovali, toliko, da imate majčkeno boljšo predstavo, kje se premikamo, o čem govorim. Tukaj pred vami je zemljevid Ugande, ki jo raziščemo v bistvu samo deloma. Sicer je v pripravi, v bistvu je že izdelano potovanje, ki bo se fokusiralo samo na Ugando in ga bomo nekje v naslednjih 14 dneh verjetno spravili na našo spletno stran, ampak tokrat bomo dodali še Tanzanijo, kot omenjeno. Zdaj, če vidite tukaj mojo miško, gre proti zahodu, se pravi, tako nekako se bomo premikali od Kampale najprej do Džindže, ki je tukaj ob robu Viktorijinega jezera, in potem proti zahodu, proti Fort Portalu, kamor gremo najprej v gozd oziroma nacionalni park Kibale, ki je dom šimpanzov, ki jih tudi obiščemo na tej poti. Potem gremo pa v bistvu povsem na jugozahodni del Ugande proti Kabaleju, eno manjše mestece v bližini jezera Bunyoni, kjer preživimo še nekaj zelo lepih, prijetnih dni med druženjem z domačini. Med tem druženjem en dan izkoristimo tudi za obisk bližnjega nacionalnega parka Bwindi, kjer si ogledamo kritično ogrožene gorske gorile. Tako, samo na hitro, da boste vedeli, kako in kaj, kje se bomo premikali. Sicer pa, ne glede na to, da gre za sosednji državi, sta Uganda in pa Tanzanija izjemno raznoliki. Uganda, kakor sem že omenil, ima precej manj stika z turizmom zaenkrat, medtem ko je pač sosednja Tanzanija nekoliko bolj turistična država. Uganda je tudi precej manjša država, velika je samo za približno 12 Slovenij, medtem ko je Uganda za nekje, Tanzanija za nekje 48 Slovenij. Se pravi, precej večja država. V Ugandi živi nekje 46 milijonov prebivalcev po najnovejšem štetju, se pravi, ima gostoto poselitve nekje dvakrat večjo kot Slovenija. Torej, med samim potovanjem po Ugandi konstantno srečujemo ljudi, kar pa je samo pozitivno, ker Uganda ima ene najbolj prijaznih ljudi, prijaznih domačinov, kar sem jih jaz imel priložnost spoznati v Afriki, ki pa so nasploh pač Afričani, mislim, zelo znani po svojem širokem nasmehu in prijaznosti, vsaj večinoma do turistov. Uganda je v bistvu zelo zelena država, leži pretežno v tropskem pasu, zelo vodnata država. Tukaj imate Viktorijino jezero, kakor ga vidite v tem zgornjem severnem delu oziroma južnem delu Ugande. Potem je Lake Albert, izvir ene najdaljših oziroma najdaljše reke na svetu, Nil, tukaj v Viktorijinem jezeru, kamor bomo skočili čez minuto.
in potem še en kup jezer v bližini meje z Kongom, Lake Edward, Lake Albert, tukaj višji gor, Lake George in tako naprej. Tako da izjemno zelena in razgibana država, ki leži v bistvu kar na dosti visoki nadmorski višini. Najvišja točka je Mount Stanley oziroma Margarita Peak na 5100 metrih, najnižje pa tukaj v okolici Lake Alberta, nekje 600 metrov nadmorske višine. Se pravi, kar precej visoka država. Že sama prestolnica Kampala, v bližini katere pristanemo, leži na višini 1200 metrov. Samo toliko malo za ilustracijo. Zdaj se bomo premaknili kar v Kampalo. Kampala je v bistvu, bom rekel, en tak nujen postanek za vsakega popotnika, ko prileti v državo. Letališče sicer je v Entebah, ki je majčkeno bolj vzhodno od Kampale, ampak se splača ustaviti za par urc mogoče v Kampali, ki sicer sama po sebi ne ponuja kaj dosti za nekega povprečnega turista, ampak je zanimiv malo izkusiti ta afriški kaos, ki v središču Kampale nedvomno prevladuje. Recimo tole pred vami je ena taka tipična avtobusna postaja za te manjše, tako imenovane shuttle avtobuse. En tak Toyotin kombi, manjši kombi, pelje nekje 14 potnikov plus šoferja. In to v glavnem uporablja za take medkrajevne, v narekovaju, krajše vožnje, ki lahko trajajo tudi 4 ali pa 6 ur. In jaz sem imel priložnost spoznati tudi vožnjo v teh avtomobilih. Moram reči, da je zelo zanimivo, ampak po drugi strani pa izredno poceni. To je druga varianta premikanja po državi, eni taki večji avtobusi, sprejmejo nekje 60-70 ljudi. To govorim pač zato, da če bo kdo sam želel odkrivati Ugando, je to v bistvu najcenejši način, kako prepotovati državo. Država je, bom rekel, zelo varna. Jaz sem sam potoval večkrat po Ugandi in ne moram reči, da bi imel kakršnokoli slabo izkušnjo. Tudi sredi noči, ko sem prišel s temi avtobusi na cilj, praktično sredi ničesar, so me vedno prijazno sprejeli domačini. Takole, da ne bom preveč filozofiral. Džindža oziroma samo nabrežje Viktorijinega jezera, oziroma obala Viktorijinega jezera, nam ponuja že prvo zanimivost, prvo znamenitost tukaj v Ugandi, to je izvir reke Nil, oziroma če sem majčkeno bolj natančen, tam izvira Beli Nil, ker Nil je, kot vemo, sestavljen iz dveh krakov, eden je beli, drugi modri Nil. Beli izvira tukaj v Ugandi, v Viktorijinem jezeru, modri pa v jezeru Tana v Etiopiji. Ta daljši krak, beli krak, kot rečeno, v Ugandi. In v bližini Džindže, namreč to je mesto, kjer se potem ta Beli Nil preteče, oziroma izteče iz Viktorijinega jezera in postane reka Nil, je eno tako manjše turistično mesto, središče adrenalinskih aktivnosti. Glavna izmed teh aktivnosti je rafting po reki Nil. Moram reči, da je ena izmed bolj priljubljenih rek v Afriki za rafting, druga, še nekoliko bolj znana, vsaj za rafting, je reka Zambezi med Zambijo in pa Zimbabvejem, kjer smo tudi imeli priložnost raftati na eni drugi naši turi po Namibiji, Bocvani in Zimbabveju. In moram reči, da je to ena najbolj norih izkušenj, rafting po reki Zambezi, ampak tudi rafting po reki Nil ne zaostaja kaj dosti. Sicer v tej naši pridruženi oziroma združeni turi, ki pelje tako v Ugando kot Tanzanijo, tega nimamo v programu, ker enostavno bi bil program preveč raztegnjen, namreč to ti vzame kar nekje 2 dni, ta izlet na vzhod in potem vračanje v Kampalo in proti zahodu. Ker Uganda, ne glede na to, da ni velika država za afriške razmere,
Vseeno vzame kar nekaj časa za te premike, to pa je zaradi same infrastrukture, zaradi samih cest. To niso ceste, po katerih bi lahko se prevažali po 100 in več kilometrov na uro, ampak so to ceste, po katerih se večinoma prevažamo, ne vem, 40, 50, 60 kilometrov na uro, tako da vsi te premiki vzamejo kar nekaj časa. Tako da več o tem raftingu, oziroma ta rafting lahko v bistvu boste spoznali, boste izkusili na tej naši daljši različici samo Uganda, ki jo bomo v kratkem predstavili. Malo tipike iz same ceste oziroma vožnje, namreč kar nekaj časa se na vseh teh potovanjih preživi v avtomobilih oziroma v teh kombijih, s katerimi se prevažamo. In tudi ta čas ni stran vržen, ker v bistvu bom rekel, da celotno življenje se v Afriki odvija ob teh cestah. Vasi so postavljene ob cestah, ljudje hodijo, se prevažajo po teh cestah, ustavljajo v teh vaseh, tako da vedno je zanimivo samo spremljati iz okna avtomobila pač lokalno življenje, seveda se včasih tudi ustavimo, se majčkeno podružimo z domačini, kaj spijemo, kaj pojemo na poti in tako. Tako da tudi to ni stran vržen čas in ti da nek vpogled v lokalno življenje, brez dvoma. Tole pa je že prvi zanimivejši postank na tej poti, ki jo predstavljam. To je druženje z šimpanzi v že omenjenem gozdu Kibale, ki je tudi nacionalni park. To je ena od dveh aktivnosti s primati, ki jih organiziramo na tem našem potovanju in ki se jih splača tudi, če ste solo popotnik, se pravi brez neke organizirane skupine, videti. To je eden izmed highlightov na tem potovanju. V bistvu zelo podobna zadeva sta tako srečanje z šimpanzi oziroma druženje z šimpanzi, kot tudi kasneje z temi že omenjenimi gorskimi gorilami. Obe zadevi potekata v nacionalnem parku, ta v Kibaleju, ki je ravninski gozd, drugo srečanje z gorskimi gorilami, pa kakor že samo ime pove, pa v parku, ki je precej bolj strm in manj dostopen, ker pač tam domujejo gorske gorile. Tako da za tako srečanje potrebujete nekje od 2 do 3 ure, nekaj časa se išče te družine, ki so nekako navajene na ljudi. Zdaj me dostikrat ljudje sprašujejo, kako v bistvu poteka to druženje s primati, in to še zdaleč ni neka varianta živalskega vrta, ker te živali niso v ujetništvu, to so živali, ki se popolnoma svobodno premikajo po zelo velikem območju, ampak so samo navajene na ljudi, na njihovo prisotnost in še to ne vse. Pač določene skupine, ki jih uporabljajo nekatere tudi v znanstvene namene za pač preučevanje primatov, so nekako na voljo v narekovajih tudi za bolj turistične namene, na ta način tudi majčkeno vzdržujejo te parke in financirajo te raziskave za pač že opisana druženja z ljudmi. Zdaj ta druženja ne potekajo tako, da bi ti dejansko lahko vstopil v stik z njimi, se jih dotaknil, ampak kljub temu pač doživiš nekako tisto pristno izkušnjo teh živali. Pri šimpanzih je tako, da včasih, oziroma dokaj pogosto, če sem povsem realen, te živali vidimo samo v krošnjah dreves, ker večino časa šimpanzi preživijo visoko v krošnjah dreves, sicer zgodaj zjutraj se ponavadi spustijo dol iz gnezd, ker vsak popoldan oziroma večer si zgradijo gnezdo na drugem drevesu, v drugi krošnji, kjer prespijo. In potem zjutraj se spustijo dol, poiščejo hrano in potem počasi spet začnejo lesti gor v krošnje dreves, kjer si potem proti večeru ustvarijo novo gnezdo, kjer potem prespijo. Tako da najboljši čas za obisk
šimpanzov oziroma za druženje z njimi je ravno dopoldan in tudi mi na naših turah gledamo na to, da ujamemo nekako te dopoldanske skupine za druženje, ker je takrat pač, kot rečeno, največja možnost, da jih vidimo na tleh, kar je v bistvu tudi za vas, obiskovalce, najboljša izkušnja. Za samo druženje, potem je namenjeni nekako 60 minut, plus minus 10 minut, to je nekje, kot rečeno, 1 ura, je pa predpisana distanca, nekje 8 metrov, in to distanco potem nadzorujejo rangerji, v spremstvu katerih potekajo te ogledi. Garancije za to, da boste videli šimpanze ali pa da boste videli gorile, ni, ampak imajo pa zelo visok odstotek uspešnosti, še posebej, kar se tiče obiskov goril. Nekje 95% je za šimpanze, za gorile pa je še par procentov več. Oziroma, kar zadeva naše skupine, moram reči, da zaenkrat smo bili 100% uspešni, tako kot pri šimpanzih, kot tudi pri gorilah. Tako da je pa to stvar, ki ni garantirana, jasno. Ampak za večino ljudi je tudi ta izkušnja vredna svojega denarja. Moram reči, da te izkušnje niso poceni. Na primer, druženje za šimpanzi vas stane nekje $200, medtem ko je druženje z gorilami še precej dražje. Zato je treba odšteti po najnovejšem ceniku v Ugandi $700, dočim v sosednji Ruandi pa $1500. Se pravi, več kot enkrat več, kar je kar velika razlika, ampak več o tem nekoliko kasneje, ko pridemo do goril. Zdaj, na tem samem druženju ponavadi vidimo neko družino šimpanzov, ponavadi so v skupinah tam od 10, pa lahko tudi do 50 ali pa več posameznikov. Nekaj je odraslih, nekaj je otrok, otroci so še posebej radovedni in več, ko je otrok, nekako boljše izkušnja. Halo? Dobro. Ja, po tem druženju v gozdu Kibale se odpravimo majčkeno bolj južno, še bližje meje z Kongom. Namreč v verjetno najbolj znani nacionalni park v Ugandi, to je nacionalni park, poimenovan po kraljici Elizabeti. Namreč Ugandčani imajo še posebej tesno vez z Britanci, namreč so bili britanska kolonija do leta 1961 in med samim potovanjem spoznamo kar nekaj te dediščine Britancev. Predvsem vožnja po levi je taka ena zadeva, ki takoj pade v oči. Ampak pojdimo nazaj na našo pot v nacionalni park Queen Elizabeth. Ta park je znan po levih, in sicer to niso kar katerikoli levi, oziroma vsaj tako jih oni predstavljajo. To so levi, ki jih zelo pogosto srečamo na drevesih, tako imenovani tree climbing lions, ampak potem, ko sem jaz spoznal še nekaj parkov po Afriki, sem ugotovil, da je to samo spretna marketinška poteza vodilnih tega parka. Namreč teh levov, ki plezajo po drevesih, sem videl še kar nekaj tudi v drugih parkih, recimo bolj južno v Tanzaniji, v Serengetiju ali pa v Lake Manyara so ravno tako levi, ki plezajo po drevesih, in v bistvu kasneje sem spoznal, da v bistvu to ni nič nenavadnega, levi pač ne marajo mokre trave in po obilnejšem dežju zelo radi poiščejo prostor na kakšnih takih granitnih balvanih, če so v okolici, če jih ni, pa splezajo na drevesa. Tako da te levi so vidni tudi v drugih nacionalnih parkih, ampak vseeno, v Queen Elizabeth parku v predelu Išaša, kot rečeno, so te tako imenovani levi, ki plezajo po drevesih.
Ampak mi niti ne gremo na safari na tem potovanju v Queen Elizabeth Park, sicer ne na ta klasičen safari z avtomobili, ampak gremo na majčkeno drugačen safari in sicer na safari z ladjico. Namreč, če ima kdo še spominov ali pa če vmes majčkeno pogooglate, leži ta park med jezerom George in pa jezerom Edward, vmes je en kanal, ki se mu reče Kazinga Channel, in po tem kanalu potem plujemo z ladjico in v bistvu imamo lepo možnost za srečanje z kakšnimi sloni, ki pridejo pit v ta kanal, ali pa predvsem z nilskimi konji oziroma hipoti, ki jih kar mrgoli v tem parku. Ena taka majčkeno drugačna, bolj umirjena izkušnja safarija za uverturo. Takole. Za uverturo na safarije, potem v safarije v Tanzaniji in pa v bistvu, da izkoristimo, nekako zapolnimo ta čas med premikom iz Kibaleja do Kabaleja oziroma do jezera Bunyoni. Jezero Bunyoni je v bistvu ena taka res prav posebna izkušnja, kar se mene tiče, eden izmed vrhuncev teh obiskov domačinov. Namreč mi na naših potovanjih zelo radi obiskujemo domačine, ker smo nekako mnenja, da prek tega stika z domačini res prideš do tistega nekako pristnega doživetja Afrike, da ne gre samo za to, da si tam v nacionalnih parkih, na safarijih ali pa gledaš te največje znamenitosti, ampak nekako, da tudi začutiš prebivalce, kako živijo, kaj počnejo, s čim se preživljajo in tako naprej. In ena takih boljših priložnosti za to se ponudi ravno v Ugandi, v državi, ki je, kot rečeno, znana po izjemno toplih in prijaznih ljudeh. Tukaj pred vami je zemljevid tega jezera. To jezero je nastalo po izbruhu enega vulkana v bližini. Namreč ta del tako v Ugandi kot v Tanzaniji je bil oziroma je izjemno vulkansko aktiven, predvsem je poudarek na bil. In kot posledica tega so nastala številna velika jezera, vulkani, na primer sam Ngorongoro, o katerem bom več povedal kasneje. In ena izmed posledic izbruha lokalnega vulkana je bil tudi potem nastanek tega jezera Bunyoni, ki v bistvu je zajezilo lokalno reko in potem se je formiralo tole jezero. Dolgo je nekje 25 kilometrov, široko v najširšem delu 7 kilometrov in nekje 30 oziroma 29 otokov je na tem jezeru. Tukaj vidite, je več različnih poti v okolici tega jezera in na teh poteh potem se družimo z domačini, spimo pri domačinih. Ena res taka fajn izkušnja. Preko našega zamejskega, v narekovajih, Slovenca Mihata, ki živi na tem območju Afrike že 20 let približno in je vzpostavil en tak poseben tip turizma, ki zelo vplete v to njegovo zgodbo lokalno skupnost. Ves čas pač nas vodijo lokalci, spimo, kot rečeno, pri lokalcih, jemo pri lokalcih in spoznamo lokalne obrti. In tudi sama okolica je izjemno lepa, fotogenična in v bistvu to druženje oziroma te dni ob jezeru nekako izkoristimo ne samo za druženje, ampak tudi za majčkeno rekreacije. Naredimo en tak lušten treking okrog jezera, ne povsem okrog, ampak seveda deloma po enem delu jezera. Majčkeno se hodi, majčkeno se tudi vesla v teh kanujih, ki jih boste videli kasneje. In pa kot rečeno, čas se potem preživlja z domačini, to je ena od lokalnih legend, stric Tom, kakor mu pravijo domačini, in pri njemu preživimo tudi enega izmed večerov. Pogosti nas z lokalno specialiteto, to so taki manjši sladkovodni rakci, ene kozice, ki jih skuha
takole mečkam posedimo ob ognju, si izmenjamo zgodbe, predvsem oni nam povejo par lokalnih legend in zanimivih štorij. Te večeri v Afriki, mislim ob ognju v Afriki, so vedno pač čarobni in potekajo nekje pač v znamenju tega izmenjave zgodb in pa predvsem doživljanju tega lokalnega življenja. Tole še eden izmed utrinkov enega izmed pohodov, ki jih naredimo v okolici. Ena lokalka, takole se v Afriki prenašajo zadeve, kot verjamem, da ste že videli na kakšnih drugih fotografijah. Takih prizorov je na tej poti precej. Obiščemo vasi, se ustavimo, majčkeno pokramljamo z domačini. Večina zelo dobro govori angleško, ki je pač eden izmed uradnih jezikov. Sicer v Ugandi govorijo kar precej različnih jezikov, preko 40, sicer nekje 54 različnih imen živi v Ugandi, se pravi, gre za nekako izjemno raznoliko, tudi iz tega vidika državo. Namreč te meje Ugande je seveda narisal beli človek in potem nekako zedinil vsa ta plemena v nacijo. In pač v zvezi s tem je bilo tudi kar nekaj težav po osamosvojitvi, ampak ne bomo zašli v to. Vsi ste verjetno slišali že za Idi Amina, mogoče tudi za Miltona Oboteja, ki sta v 70. in 80. letih poskrbela za državljansko vojno in za kar precej pobojev. Ampak kot rečeno, bomo govorili o majčkeno lepših stvareh na tem predavanju. Tako je tole še ena družina, ki jo obiščemo, in sicer družina mame Bene. To je tudi ena izmed naših gostiteljic oziroma gostiteljev na tem jezeru. Mi med tem obiskom oziroma med tem tako imenovanim kulturnim trekom, veslanjem, dvakrat prespimo na tem jezeru oziroma ob jezeru, enkrat pri že omenjenem Tomu, drugič pa pri mami Beni, ki ima tudi zelo številčno družino, in med tem druženjem spoznamo vse njene člane in se ji pridružimo pri kuhanju kosila, kuhanju večerje. Evo, tole je posnetek iz ene od prejšnjih tur. Tako sta se dve naši potomci lotili lupljenja banan za pripravo ene, bom rekel, ne ravno nacionalne jedi, ampak jedi, ki je značilna za ta del Afrike, za vzhodno Afriko. To je jed, ki se ji reče matoke. In v bistvu je zadeva zelo podobna po okusu, recimo, našemu krompirju, ampak dejansko gre za eno vrsto banane. Teh vrst banan je preko 30 samo v Ugandi. Tako da to je ena izmed vrst, ki jo je potrebno kuhati, preden se zaužije, in kot rečeno, delajo ta matoke iz tega. Tole je še par slik iz tega domovanja mame Bene. Tukaj na vrtu, na travici odzadaj tudi postavimo šotore in prespimo. Namreč med tem obiskom jezera Bunyoni se kampira na vrtovih teh domačinov, da je izkušnja res tista prava, pristna. Tuširamo se pa tako, da se kopamo v jezerih, v jezeru. To je eno izmed redkih jezer, ki nima bilharzije. To je en zajedalec, kot en tak majhen polž, ki je problem na splošno v Afriki, ampak kot rečeno, tukaj nimajo te težave. To je pa že prizor iz našega druženja z domačini. Tokrat smo obiskali mašo na božični dan, se pravi nekje opoldan na božič smo šli v lokalno cerkev majčkeno gor nad domovanjem mame Bene
in zasedali praktično pol te manjše cerkvice in moram reči, da je bilo zelo luštno opazovati te domačine med to njihovo mašo, potem med petjem, tako ena taka fajn lokalna izkušnja. Obiščemo tudi lokalne obrtnike, ki nam pokažejo, na kakšen način se preživljajo, namreč večina se jih sicer preživlja z kmetovanjem, nekje 80% Ugandčanov dela v kmetijstvu. Nekateri lokalci pa, ki so vpeti nekako v to zgodbo oživljanja turizma na tem območju, pa se potem poslužujejo tudi takih obrti in potem probajo nekaj poleg tega, da kmetujejo, zaslužiti tudi z prodajo spominkov turistom, ki sicer niso prav številčni v tem območju. Seveda izkoristimo tudi priložnost za obisk oziroma obisk šole. Če naletimo na kakšno odprto šolo, med zadnjim obiskom so bili ravno te prazniki med Božičem, tako da nismo imeli te možnosti, ampak ponavadi je, tako da se ostavimo tudi v lokalni šoli, včasih prinesemo s sabo kakšne šolske potrebščine, ki jih ti otroci vedno rabijo. Tukaj je v bistvu prizor od enega izmed teh obiskov. Vidite, da so te šole zelo take osnovne, z malo opreme, malo potrebščinami, tako da otroci so vedno, tudi učitelji, veseli česarkoli pač prinesemo. Boljše kot sladkarije prinesti mogoče kakšne svinčnike, kakšne zvezke, kakšne knjige, precej bolj uporabno. En dan med tem druženjem ob jezeru Bonjoni pa izkoristimo tudi za obisk kritično ogroženih gorskih goril. To je za mnoge morda tudi eden izmed vrhuncev celotnega potovanja po Ugandi in Tanzaniji ali pa vsaj v Ugandi. Pač to je ena stvar, ki je za vse ljubitelje živali res taka edinstvena in za katero pač se razkira tudi kar nekaj denarja. Omenil sem že, da obisk teh gorskih goril stane nekje $700, trenutno sicer imajo zaradi pač celotne situacije z koronavirusom in posledičnega upada turizma v Ugandi neko promocijo, da si lahko gorske gorile ogledate že za $400. Ampak potem, ko se bodo enkrat zadeve umirile, bodo to promocijo ukinili, če jo morda že niso medtem. Najprej so rekli, da bo samo do marca, ampak bomo videli, če bodo podaljšali potem še v poletne mesece. Mnogi potniki, oziroma bom rekel, kar večina potnikov to izkušnjo opisujejo kot eno najbolj nepozabnih in so rekli, da jim tudi malo ni bilo v bistvu škoda, da tudi malo ne obžalujejo tega denarja, ki so ga riskirali za ta ogled goril. Ampak omenil sem že, da to še zdaleč ni, hvala Bogu, obisk recimo živalskega vrta, ampak greste res v divjino, še tisto zadnjo divjino, ki smo jim jo pustili. Namreč gorske gorile, kakor sem že večkrat izpostavil, so res kritično ogrožena vrsta. Sicer goril je več vrst, obstajajo tudi tako imenovane nižinske gorile, tudi v sosednjem Kongu so te gorile, ki so majčkeno bolj številčne. Obstajajo tudi tako imenovane ravninske gorile Zahodne Afrike, ki so še vedno v precej večjem številu, medtem ko oziroma je nekako po zadnjih ocenah teh gorskih goril nekje 1000 oziroma majčkeno več kot 1000 posameznikov, kar je v bistvu zelo dober podatek, glede na to, da je pred nekje 3 desetletji ta številka, predvsem zaradi vojne, ki je divjala v Ugandi, skoraj 2 desetletji, upadla na bojda 400 primerkov oziroma 400 posameznikov. Se pravi, zdaj mi je uspelo nekako podvojiti populacijo, kar je v bistvu zelo
razveseljiv podatek. Drugače, gorske gorile imajo tudi precej skupnega z ljudmi, tako kot tudi šimpanzi, in je potrebno se zavedati, da če si recimo bolan, te obiski, kljub temu, da si plačal $700, niso dovoljni, to je pač nek dodaten riziko, ki ga imaš kot obiskovalec, ker se razni virusi zelo radi prenašajo na gorile oziroma tudi na šimpanze in oni pa niso tako imuni na te zadeve, kot smo mi. Tako da lahko nekateri recimo tudi umrejo že zaradi malo močnejšega prehlada, ki za človeka ne predstavlja nobene nevarnosti. Tako da v bistvu to je tudi eden izmed razlogov, da je ta populacija gorskih goril precej upadla v zadnjih desetletjih. Druga razlog je vojna, ki sem omenil. Tretji razlog pa je krčenje naravnega okolja zaradi naraščanja populacije v Ugandi, v Ruandi, v Kongu, praktično v celem tem delu Afrike. V zadnjih desetletjih se je skoraj podvojilo prebivalstvo v Ugandi in seveda vse to zahteva svoj prostor. Predvsem pa ogromno tega gozda, pragozda posekajo zaradi oglja, od katerega so odvisna še mnoga gospodinjstva, na ta način pač kuhajo v teh preprostih domovih, ki jih imajo, in seveda zato potrebujejo drevesa in s tem se pač naravno okolje teh gorskih goril. Ampak če se osredotočim na te bolj pozitivne zadeve, omenil sem že, da populacija nekako raste, veliko se dela v ta namen in velik del tega denarja, ki se ga plača za ogled gorskih goril, gre prav v ta namen ohranjanja tega okolja, ozaveščanja lokalnega prebivalstva in pa financiranja vsega tega. Tako da v bistvu ta denar ne gre v nič, ne gre v žepe politikov, morda tudi nekaj, ampak pač to je drugotnega pomena recimo v tem primeru. Gorske gorile so znane po tem, da so kljub svojemu videzu, namreč samci lahko tehtajo tudi do 200 kilogramov, v višino merijo 1,70 m, 1,80 m, ko so v vzravnanem položaju in so res strašljivi videti. Lahko si predstavljate, kaj naredi 200 kil mišic s človekom. So po drugi strani izjemno miroljubne in če se jih ne provocira, ni nobene bojazni, da bi bili ljudje v nevarnosti. Tudi tukaj je podobna zgodba kot z šimpanzi. Te gorske gorile oziroma te skupine, ki se jih obišče, so nekako navajene ljudi in vsi ti obiski potekajo v spremstvu rangerjev. Veljajo podobna pravila, načeloma je distanca nekje 8 metrov, ampak pogosto se zgodi med tem obiskom, da še posebej mlajše gorile pridejo tudi na meter ali pa včasih še manj, včasih se celo še koga dotaknejo. In to je res tista najbolj nora izkušnja, ki jo lahko imaš. Včasih se sam sprehod mimo tebe te še majčkeno oplasa. Ampak to je vse nekako kontrolirano, vse pod budnim očesom teh rangerjev, ki zelo dobro poznajo vsakega posameznika, zelo veliko časa preživijo z temi družinami in prepoznajo pač signale agresije oziroma vejo, kdaj je čas za umik. Tako da ni neke bojazni, da bi šlo karkoli narobe na tem obisku. Tudi tukaj je obiskovalcem dodeljena 1 ura za temi gorskimi gorilami in kot rečeno, je to pač ena res taka nepozabna ura življenja. Je pa zato potrebno tudi majčkeno grati. Omenil sem že večkrat, da so to gorske gorile, da živijo v gorah, nekje na višini od 2500 pa tudi do 4000 metrov, namreč Uganda, omenil sem že uvodoma, ima vrhove, ki so krepko višji od 4000 metrov. Tako da je treba včasih prehoditi kar nekaj višincev, preden prideš do teh gorskih goril po tem gostem
gozdu, tudi med trnem včasih, treba biti primerno oblečen, treba biti primerno obut, predvsem pa pripravljen na to, da se pač v to lahko vloži nekaj napora. Tak obisk se lahko zavleče tudi v 5, 6, 7 ur recimo, ker se kar nekaj časa preživi v iskanju teh goril. Namreč vsaka družina poseljuje relativno veliko območje, sicer imajo ljudi, ki so zaposleni in iščejo te gorile med tem obiskom, ne samo na tem območju, kjer se vi gibate, ampak tudi drugod. In potem, ko jih najdejo, sporočijo tem rangerjem, ki vas spremljajo in vas potem peljejo na to območje. Dobra novica je ta, da te obiske res zredno, koliko je ta majhna razdalja lahko med vami in pa med gorilami. V glavnem, ti obiski so zelo zreducirani. Namreč ena gorilja družina lahko sprejme samo eno skupino, ki ne sme šteti več kot 8 obiskovalcev plus ti rangerji, ki so v spremstvu na dan. Se pravi, ta stik z ljudmi je res tisti minimalen, da se te gorile pusti pač čim bolj na miru, da se res ne posega v njihovo življenje. Takole še en zadnji prizor iz enega izmed teh srečanj. To je sicer fotografija enega profesionalnega fotografa, ki je posnel za Mihata. Alternativa za tiste, ki pa se vam vseeno zdi, da je ta obisk goril predrag, pa je še en dan na jezeru Bonjoni, ki ga lahko izkoristite za obisk enega prav posebnega plemena, ki se mu reče Batva. Mi pa jih poznamo pod majčkeno, bom rekel, bolj slabšanim imenom pigmejci. To so res taki prijetni ljudje, ki pa imajo zelo neprijetno izkušnjo z civilizacijo. Namreč kot manjša in izjemno miroljubna skupina so bili nekako podrejeni ostalim bolj bojevitim, bolj, bom rekel, naprednim plemenom in pač tej civilizaciji, ki je prišla na to območje. Tako da to pleme izginja, oni so bili v osnovi lovci in nabiralci. Kasneje pač so jih izselili iz teh območij, ki so jih spremenili v nacionalne parke in bila na ta način jim nekako odvzeta identiteta. Podobno usodo doživljajo mnoga ta staroselska plemena po svetu, recimo že majčkeno bolj južno v Afriki, Sani oziroma Bušmani, Aboridžini tudi in tako naprej. Tako da pigmejci oziroma batve že nekako izumirajo, v lingvističnem smislu so že izumrli svojega jezika, tega staroselskega ne govorijo več, ampak so že prevzeli bantu jezike, se pravi jezike teh bolj dominantnih skupin, in kot rečeno, tudi sam način življenja se je premaknil iz lovsko-nabiralske skupnosti do, bom rekel, bolj kmetijsko orientiranih oziroma živinorejskega življenja. Tole je še zadnji pogled na ta čudovito jezero Bonjoni z vsemi svojimi otoki. Zdaj se bomo pa že počasi preselili v sosednjo Tanzanijo. Tanzanija je precej večja država, 950.000 kvadratnih kilometrov je velika, se pravi nekje za 50 Slovenij skoraj da. In tudi nekaj več ljudi živi tam, 56 oziroma 59 milijonov po najnovejšem štetju, ampak recimo toliko za primerjavo leta 1931, ko so Britanci, namreč tudi Tanzanija je bila pod britanskim protektoratom, namreč ko so oni delali popis tam, je živelo v Tanzaniji približno 5 milijonov ljudi leta 30. Prejšnjega stoletja, zdaj pa jih živi že 59 milijonov. Se pravi, res velika rast prebivalstva in to je nekako skupni imenovalec vseh teh držav na tem območju.
No, tukaj, če vidite mojo miš, kako gre iz tega dela jugozahodnega Ugande, se potem preselimo čez mejo do Bukobe. Včasih smo tukaj šli na trajekt in potem do Mwanze, se pravi preko Viktorijinega jezera oziroma dela tega Viktorijinega jezera do Mwanze, odkoder smo potem presedlali na džipe in šli v nacionalni park Serengeti. Na tem delu, se pravi na severnem delu Tanzanije. Zadnje smo majčkeno drugače naredili, ker ta trajekt ne vozi več oziroma se čaka na neko novo linijo. Namreč tukaj imajo kar nekaj nesreč na tem jezeru, tako da so ukinili to linijo in nazadnje smo leteli v Arusho in potem z džipi šli do Serengetija. Se pravi, v Tanzaniji si pogledamo samo ta severni del, kjer sta dva najbolj nacionalna parka, Serengeti in pa Ngorongoro, in potem do Arushe in z Arushe potem letimo do Zanzibarja in preživimo še zadnje nekaj dni na pravljičnem Zanzibarju. Takole pa izgledajo teli safariji, včasih precej avanturistično, še posebej v obdobju po dežju. Nazadnje, ko smo bili tam, so bile kar konkretne padavine, ravno nekaj dni prej smo prišli, tako da bo tudi precej blata. Vidite pa tudi, kakšni so te safari džipi, s katerimi se prevažamo, se pravi nekje od 5 do 7 potnikov je noter, odvisno od velikosti džipa. In pa, kar je najbolj pomembno, imajo to vzdignjeno streho, da imate res lahko vsi, ki ste v džipu, dober pogled na okolico, sploh za tiste je to važno, ker radi fotografirate. Serengeti nacionalni park je eden izmed najbolj znanih parkov na svetu in po mojem mnenju tudi eden izmed najlepših parkov. To je res tista stereotipna predstava o brezmejnih afriških savanskih ravnicah, tudi samo ime Serengeti v masajskem jeziku pomeni brezmejne ravnice. Sicer je sestavljen iz širšega, bom rekel, ekosistema, ki sega tukaj tudi v območje, ki ima malo manj zaščite, Ngorongoro Conservation Area, in pa na severu čez mejo v Kenijo, kjer je park Masai Mara. Ampak dejansko gre to za praktično isti ekosistem, kjer se živali bolj ali manj svobodno gibljajo, ne glede na te meje, ki smo jih mi zarisali na zemljevidu. In pa Serengeti ter Masai Mara sta najbolj znana po tej veliki selitvi. In veliko potnikov me sprašuje, kdaj točno poteka ta selitev, kdaj je najboljši čas za ogled te selitve. In v bistvu obdobje za to je več, ker to je proces, ki se odvija konstantno. Tukaj imate na tem zemljevidu lep prikaz, kako nekako krožno poteka ta selitev po mesecih. Ampak večina ljudi ima v mislih to prečkanje rek Grumeti in pa Mara, med katerim pač se dogajajo te pokoli, bom rekel, krokodilov in pa levov nad gnuji in pa zebrami, ki prečkajo to reko, in to ponavadi pade nekje v obdobje julij in pa avgust. Ampak to je naravni proces, ki nima, bom rekel, ne upošteva našega koledarja, ampak ima nek svoj cikel in je odvisen predvsem od padavin v tistem letu. Ker živali se konstantno selijo, iščejo najboljšo pašo, se pravi tisto najbolj mehko, najbolj zeleno travo in predvsem v odvisnosti od dežja poteka ta selitev. Ampak, da ne bom preveč govoril o tem, bomo pogledali par slik, kako poteka oziroma kako izgleda to v živo. To je samo eden izmed utrinkov iz te selitve, te množice. Zeber in pa še posebej gnujev so res nepregledne. To recimo lahko naletite na prizor, na katerem boste videli par tisoč
glav teh živali na eni ravnici. Praktično kamor vam seže pogled, so ali zebre ali gnuji. V obdobju te selitve v bistvu se preseli več kot 1 milijon gnujev in pa nekaj 100.000 zeber. Se pravi, to so res taki veličastni, nepozabni prizori te selitve. In tudi recimo v decembru oziroma od decembra do februarja poteka ta selitev, predvsem se takrat živali zadržujejo na tem jugovzhodnem delu, če grem 2 slikci nazaj, nekako na tem delu nacionalnega parka, oziroma delno tudi v tem conservation predelu, oziroma predelu, ki ima nižjo stopnjo zaščite. In v bistvu imate potem tukaj koncentracijo malo bolj razklopljeno, medtem ko v obdobju premikov pa so tiste ravne linije po več tisoč glav zeber in pa teh gnujev. Torej, taka tipika iz Serengetija, safari, džipi, ravnice, žirafe in druge živali, ki kraljujejo v Afriki. Tale fotka ni naša, moram priznati, je sposojena, ampak pokaže Serengeti v vsej svoji veličini, res tak savanski kič ob sončnem zahodu. To so prizori, ki seveda smo jim priča pogosto na teh safarijih. Še nekaj ulova v objektive seveda iz našega zadnjega safarija. Sloni in pa to, kar sem omenil že prej, tudi v drugih nacionalnih parkih imate možnost videti leve, tukaj je v bistvu celo krdelo levov na enem od dreves, oziroma tako imenovanem sausage tree. Če tukaj pogledate gor, ti plodovi malo spominjajo na klobase. In domačini jim pragmatično rečejo sausage tree. Še gepard, ena izmed lepših, bolj zanimivih živali, najhitrejša kopenska žival. Tukaj pa že pogled na krater Ngorongoro. To je res ena izmed zadev, ki se jih definitivno splača videti tukaj v Tanzaniji. In v bistvu nobeden od safarijev praktično ne mine brez tega parka, ki je nekako simbol Tanzanije, poleg Kilimandžara, najvišjega vrha Afrike. To je v bistvu krater v vsej svoji veličini. Dno kraterja se nahaja nekje 600 metrov pod tem robom in ta kaldera je ena največjih kalder, ki so še ohranjene, bom rekel, v tej prvotni obliki in pa ki niso napolnjene z vodo, se pravi, niso recimo del nekega atola. Tako da to je nekje dno kraterja, ki v bistvu, bom rekel, je kot en ogromen živalski vrt, in kjer se nahaja ta nacionalni park Ngorongoro, meri 260 kvadratnih kilometrov približno, medtem ko park Serengeti meri 14.000 kvadratnih kilometrov, se pravi nekje za 3/4 Slovenije. Masai Mara za primerjavo pa nekje desetino tega parka Serengeti, 1400 kvadratnih kilometrov. Ampak kar je velik plus tega parka Ngorongoro je, da živali ne migrirajo, ker jim ni potrebno, ker imajo zadostno količino padavin, ker ima pač neko mikroklimo posebno Ngorongoro, ravno zaradi svoje višine. Dno kraterja je sicer nekje na 1600-1700 metrih, rob kraterja pa približno 2300 metrov. Tako da živali imajo dovolj mehke trave, dovolj paše, plenilci imajo seveda dovolj plena noter, tako da živali dejansko ne migrirajo. In kar se tiče safarija, ste nekako vedno poplačani, bom rekel, za vso to vožnjo prav v Ngorongoro. Predvsem pa je v Ngorongoro, za razliko od Serengetija, kjer so večino nosorogov na žalost že pobili in je populacija izredno majhna, obenem tudi možnost za to, da boste videli na safariju in dopolnili velikih 5 že v Serengetiju precej majhna.
potem to nekako dopolnimo oziroma izboljšamo te možnosti za velikih 5 prav z obiskom Ngorongora, kjer pa je teh nosorogov precej več, ker jih rangerji skrbno varujejo in tudi zaradi same narave oziroma konfiguracije parka je to precej lažje, kakor v večjem Serengetiju. Tako izgleda pa traffic jam v Ngorongoru, namreč omenil sem že, da praktično vsi turisti, ki obiščejo Tanzanijo, ki imajo namen iti na safari, obiščejo tudi Ngorongoro in jasno ob prizorih podobnih temu, recimo parenju levov, se nabere kar nekaj teh vozil, tako da to je na trenutke majčkeno zoprno, ampak to je tudi nekako sestavni del teh safarijev. V Serengetiju, kot rečeno, pa pač je izkušnja precej drugačna v primerjavi z Ngorongorom. Po drugi strani pa lepota Ngorongora odtehta in pa predvsem to nekako koncentracija teh živali na majhnem območju za to, da majčkeno potrpite tudi ostale turiste. Del našega potovanja po Tanzaniji je seveda namenjen tudi obisku Masajev. Masaji so pleme, ki so nekako zaščitni znak tako sosednje Kenije kot tudi Tanzanije. Ocenjujejo, da nekje 1 milijon Masajev živi na jugu Kenije oziroma na severu Tanzanije, na tem celotnem območju, ker oni lahko mejo prehajajo svobodno, to je pač polnomadsko pleme, ki ima že tako težave zaradi tega, ker so mu najprej seveda Britanci, kasneje pa tudi domačini, domača oblast odvzeli zemljo in nekako, bom rekel, deloma omejili to njihovo nomadsko življenje, pa imajo vsaj to možnost, da lahko prečkajo to mejo med državama. V glavnem, pleme Masajev, verjetno ste nekateri že brali to knjigo Bela Masajka, ki govori o tem, kako poteka življenje med Masaji. Ni vse tako romantično, kakor se mogoče zdi, to življenje takega nomadskega plemena oziroma polnomadskega je precej trdo, odvisni so pač od razmer v okolici, dostikrat te dele prizadenejo suše, recimo tudi ta posnetek je iz enega takega malo bolj sušnega obdobja. Ukvarjajo se pretežno z živinorejo in seveda v obdobjih suše morajo prehoditi na desetine kilometrov v iskanju pač paše in pa vode za svojo živino. To pa je eden izmed prizorov, ob katerem precej potnikov pogleda stran oziroma gre mogoče majčkeno stran. Namreč med tem druženjem z Masaji nam oni demonstrirajo ta svoj način življenja, se pravi, mi nekako stremimo k temu, da je izkušnja čim bolj pristna. In te Masaji so precej skomercializirani tako v Tanzaniji kot v Keniji, ogromno je teh vasi na poti od enega do drugega parka ob cesti, kjer imajo Masaji svojo predstavo, še preden ste poskačete ven z džipov, vam že uprizarjajo plese, že razgrnajo svoje izdelke, ki jih skušajo prodati po visoki ceni in tako naprej. Ampak mi smo tudi tokrat probali najti neko izkušnjo, ki je majčkeno bolj pristna in smo se nekako povezali z lokalno agencijo, ki sodeluje z eno skupino oziroma eno vasjo Masajev, ki je precej oddaljena od teh glavnih vasi, in smo nekako uspeli preko enega izmed teh Masajev, ki je veterinar, ki študira v Aruši in se potem vrne v to svojo vas, spraviti skupaj nek program, ki nekako demonstrira način življenja in ki vam da nekaj več od tega druženja. In eden izmed takih zadev, ki je zelo pomembna za Masaje, oziroma bolj bom rekel, je bila v preteklosti, ker so bili takrat izrazito bolj živinorejsko usmerjeni, kakor so zdaj. Zdaj je pač zahodna civilizacija in, kakor sem že omenil,
omejevanje prostora gibanja naredili svoje, tako so se mogli malo usmeriti tudi v poljedelstvo, čeprav oni vidijo poljedelstvo kot zločin proti naravi, ker zemlja, ki jo uporabljamo za poljedelstvo, potem ni več primerna za pašo njihove živine. No, ampak če grem k tem njihovim običajem, del njihove diete, ki je, bom rekel, zelo taka simpel, je tudi puščanje oziroma pitje krvi. Se pravi, oni so nekako uživali kri, pili mleko od svoje živine in pa jedli meso te živine. Za živino mislim predvsem na govedo, nekaj ima tudi drobnice, koze. In način, kako pridobijo to kri, je takole, kot vidite tukaj. Starejši Masaji nekako izberajo tisto pravo govedo, ga primejo z špago, majčkeno stisnejo čez vrat, da izstopi žila in potem pač z lokom, s puščico prebodejo to žilo in potem pač kri iz vratne žile špricne ven, nastavijo en tak pisker, ki ga vidite, da ima tale fant gor, napolnijo ta pisker in potem uživajo kri, ali pa en takle kovinski čebriček. In recimo na tem druženju z Masaji imate tudi to možnost, da probate. Pogosto se potniki odločijo za to, da probajo to. Ni najbolj, bom rekel, prijazno do živali, ampak taka pač je realnost življenja teh plemen, ki so, kakor sem omenil, nekako živinorejska. Del tega druženja seveda mine, brez tega obvezne demonstracije plesov in pa petja, ki so zaščitni znak Masajev. Tisti, ki veste, kaj o Masajih, verjetno veste, da so znani po teh svojih visokih skokih, ki jih izvajajo med temi svojimi plesi in seveda nam fantje ponosno vedno demonstrirajo tudi to svoje poskakovanje in dostikrat se potem tudi mi pridružimo med tem poskakovanjem in petjem. Punce namreč zelo lepo pojejo. Takole ene par posnetkov še iz tega druženja. Obiščemo seveda tudi te njihove hiške, zelo enostavne, vidimo, kako živijo noter, spoznamo, da pač so ženske tiste, ki nekako držijo pokonci življenja v vasi, gradijo hiše, skrbijo za otroke, skrbijo, pripravljajo obroke in tako naprej. Moški pa izključno skrbijo za živino in tukaj vidite, gradijo take ograde, v katere zaprejo čez noč svojo živino in jo potem na ta način tudi zaščitijo pred morebitnimi plenilci. Namreč Masaji si svoj prostor delijo mogoče v zadnjem desetletju, dveh, manj kakor včasih, ampak so si delili za divjimi afriškimi živalmi in seveda te udomačene živali so vedno lahek plen za plenilce, kot so levi, gepardi, leopardi, hijene in tako naprej. In na ta način so se Masaji zaščitili pred plenjenjem z postavljanjem takih bodičastih ograj iz akacij. Tako, zdaj pa že skok na morje, v ta sklepni del potovanja po Tanzaniji oziroma celotnega potovanja po Ugandi in Tanzaniji. Po majčkeno bolj trdem uvodu v tisti pravi Afriki, v Ugandi in potem po vseh tistih cestah in kolovozih, ki jih prevozimo med safarijem, potem pa še majčkeno tega bolj udobnega odklopa na Zanzibarju. Za Zanzibar verjamem, da ste vsi že slišali, mnogi si predstavljate tiste plaže bele, po katerih je Zanzibar znan kot najboljši možen odklop od recimo zime, ki je danes spet prišla v naše kraje. Ampak Zanzibar poleg teh belih plaž se ponaša tudi z izredno slikovito prestolnico, z Stone Townom, tako imenovani Kamnik po naše. To je glavno mesto tega otočja
ker Zanzibar je v bistvu ime otočja, ki ga sestavlja več kot 50 otokov, ampak največji izmed teh otokov je Ungudža in ravno to Ungudžo mi poznamo pod imenom Zanzibar. In glavno mesto tega otočja, kot rečeno, Stone Town, ima pa v bistvu Zanzibar kar precej visoko stopnjo avtonomije in ne glede na to, da je del Tanzanije, ima tudi svojega predsednika, ima svoj parlament in določeno stopnjo avtonomnosti, kar se tiče teh notranjih zadev. No in obisk Zanzibara bi mogel vključevati tudi obisk Stone Towna, tudi mi tega ne izpustimo in en dan preživimo v Stone Townu, oziroma zdaj smo dodali še en dodaten izlet na jug dol z ladjico po enih manjših otočkih. In ta Stone Town je, kakor vidite, izjemno barvit, izjemno živahen in gre za en tak kulturni preplet. Namreč Zanzibar ima majčkeno drugačno zgodovino, kakor večina Ugande in pa Tanzanije. Tukaj so že zelo zgodaj se začeli mešati avtohtoni afriški prebivalci z trgovci, ki so prihajali iz arabskega sveta, in kmalu se je pojavil tudi jezik, ki mu rečejo svahili, in ta svahili v bistvu govorijo zdaj v večjih državah vzhodne Afrike, Kenija, Tanzanija, Uganda, Kongo, Burundi in tako naprej, da ne grem v to naštevanje. In ta jezik se je rodil prav na tej vzhodni obali Afrike, tudi Zanzibar ima zelo posebno mesto in ogromno prebivalcev, oziroma več kot 90% prebivalcev Zanzibarja je muslimanov, ker drugače celina Tanzanije ima pa precej katolikov in to se pozna potem tudi po kulturi, po arhitekturi mesta konec koncev. In v bistvu je Stone Town ena taka posrečena verzija, bom rekel, afriškega miksa z arabsko kulturo oziroma arhitekturo. Jaz mu rad pravim ena taka starejša, malo bolj slabo ohranjena verzija arabskega Pirana, če sem malo bolj slikovit. Na Zanzibarju je kar nekaj tržnic, mi obiščemo to glavno izmed tržnic. Tržnice so vedno pač tisto središče socialnega življenja, druženja, zelo barvite, zelo živahne in se jih splača obiskati, da vidite, kako domačini živijo, kaj prodajajo, s čim se ukvarjajo. In tukaj vidite od sadja do raznih morskih zadev, tako da je res ena taka zanimiva izkušnja obiskih tržnic. Zanzibar pa je znan tudi po enem od svojih prebivalcev, oziroma preživel je samo del otroštva na tem otoku. V zadnjem času spet izjemno popularni Queenie, so imeli pevca Freddija Mercuryja, ki je bil rojen in ki je preživel prvih svojih nekaj let, mislim, da tam je 80 let, na Zanzibarju. Sicer je bil iransko-indijskega izvora, se pravi, eden od staršev je bil, mislim, da oče Indijec, mama pa Iranka, in je potem bil v času te zanzibarske revolucije, ki je potekala pred osamosvojitvijo leta 1963 in med katero so pobili ogromno Indijcev, so potem zbežali v Indijo in je potem ta Busara, kakor je pravo ime oziroma priimek Freddie Mercuryja, preživel potem nadaljnja leta tam, ampak rodil se je tukaj in domnevno v tej hiši, ki so jo zdaj mislim, da 2 leti nazaj prerodili v muzej, je preživel svoja prva leta. Stone Town pa je znan tudi po svoji odprti kuhinji. Namreč vsak večer postavijo v tem parku ob pristanišču odprto tržnico. Ta tradicija je že zelo dolga, zdaj sicer je velika turistična atrakcija v zadnjih letih ali pa desetletju, včasih pa je bila predvsem namenjena turizmu. Ampak previdno na teh tržnicah, ker poleg teh, oziroma te, bom rekel, lokalne dobrote, morske dobrote so včasih obogatene tudi s kakšnimi bakterijami in tudi jaz sem imel zelo neprijetno izkušnjo iz te odprte kuhinje.
sem fasal eno bakterijo, tako je treba biti previden. Je pa definitivno za pogledati, za sprehode se čez to tržnico in videti, kako pač domačini zvečer nekako zaživijo, pridejo na plano, tudi temperature so majčkeno bolj prijazne, ne, ker na Zanzibarju je res precej vlage, precej vročine. Zanzibar pa je bil tekom zgodovine znan predvsem kot otok začimb, zato je tudi prišlo do tega miksanja prebivalstva, zato so tudi trgovci se ustavljali tukaj, ker so si izmenjevali dobrine, sploh so te arabski trgovci sem prinesli ogromno teh rastlin in sadežev iz Južne Azije, Jugovzhodne Azije, in pa tudi Portugalci, recimo, ki so se tukaj ostali že konec 15. stoletja. Tako da so potem na Zanzibarju posadili precej plantaž in najbolj znani produkt Zanzibarja so še vedno te nageljnove žbice oziroma klinčki po domače, ampak poleg teh klinčkov imajo tudi muškatne oreščke, to vidite zdaj na sliki, in pa ogromno drugih vrst rastlin in zelenjave, in pa začimb predvsem, kardamon, recimo cimet in še marsikatero drugo zadevo, ingver in tako naprej spoznamo na tej spice turi. In tudi, če ste bili recimo na teh spice turah v Indiji, na Šrilanki, v Indoneziji in tako naprej, je ta res posebna, no. Moram reči, po mojih izkušnjah ena najlepših in se definitivno splača ustaviti na enem izmed teh, oziroma na eni izmed teh plantaž. Tole pa tisto, po kar pride večina potnikov na Zanzibar, tiste rajske plaže, predvsem severa Zanzibarja, namreč Zanzibar oziroma Ungudža, v bistvu celotno otočje, ima v bistvu ta minus, da je izredno podvržen plimovanju, oziroma je tukaj useka zelo izrazita, kar pomeni, da na mnogih delih Zanzibarja nimate večji del dneva takega prizora, ampak morja dejansko ni v bližini, se umakne tako kot na tej sliki in včasih se lahko umakne tudi po 500 metrov, ampak to mislim dobesedno 500 metrov stran od obale do roba tega grebena. In v tistem času jasno se ne da kopati, to je še posebej izrazito na vzhodnem delu te obale, tako da v bistvu vsi te rezorti, ki so majčkeno bolj luksuzni na vzhodnem delu, pač imajo bazene, da se lahko sploh kopate, drugače pač ne morete kaj, oziroma se je treba sprehoditi 500 metrov po teh raznih koralah in drugih bodicah, morskih ježih in tako naprej, tako da ni toliko fajn biti na vzhodnem delu. Definitivno, če se boste sami odločili za obisk Zanzibarja, priporočam najbolj sever otoka, ki je tudi najbolj živahen. Tukaj vidite, je vasica Nungvi, kamor gremo tudi mi, kjer so številni hoteli, rezorti in tudi bari, diskoteke po ta novem in v bistvu ponujajo vse, kar rabiš. Če želiš majčkeno miru, se umakneš na eno majčkeno bolj samotno plažo, če želiš malo več življenja, pač prideš na ta del, ki je nekako najbolj posejan s temi hoteli oziroma je največ restavracij in pa barov. Še nekaj utrinkov, namreč domačinke potem, ko se morje umakne, nabirajo to morsko travo in pa alge, ki potem prodajajo, iz tega izdelujejo razne kozmetične produkte in s tem se nekako tudi preživljajo lokalci. Poleg seveda ribolova, ki je bil pred prihodom turizma nekako glavna panoga tukaj. Je pa Zanzibar, sploh ta vzhodni del, zaradi svoje plitvine in pa vetrov zelo primeren tudi za kajtanje. Se pravi, vsi tisti, ki ste ljubitelji tega vodnega športa, lahko pridete na svoj račun, recimo januarja, februarja, pa tudi še kakšen drug mesec, ampak takrat je nekako glavna sezona za kajtanjem. Padže in pa Džambijani sta dve mesti oziroma dve vasici na vzhodu, ki sta znane
po kajtanju oziroma po teh pitvinah in po vetru. Tako je še par slik, par prizorov kičastih iz Zanzibarja. Vse ogromno je tudi teh domačinov, ki skušajo nekaj zaslužiti od turizma, prodajajo razne spominke in izlete, ki jih ponujajo. Se pravi, Zanzibar ni samo ležanje na plaži, oziroma si lahko potem čisto vsak posameznik sam nekako izdela program po svojih željah, lahko pač samo ležiš, pa se premikaš iz zaliva v zaliv, lahko pa si majčkeno bolj aktiven, pa greš na kakšen izlet, imajo koralne grebene, ponujajo kar nekaj teh izletov za snorklanje, tudi za potope, lahko se gre plavati z delfini dol na jugu otoka, lahko se obišče en manjši nacionalni park, ki je znan po prav posebnih endemičnih opicah, Red Colobus Monkey. Lahko greste pa tudi na tak sunset cruise oziroma sunset bus cruise, če si prinešete še nekaj pijače s sabo, se najame takole eno jambornico oziroma ta njihov tradicionalni dov, s katerim se zapeljete potem v sončni zahod ob ritmih lokalnih bobnarjev, ker ponavadi se na te ladjice doda še eno ekipo bobnarjev in se potem majčkeno zapoje, majčkeno zapleše, spije kakšno pivo in počaka, da sonce pade noter v ocean. Res en tak kičast zaključek večera na Zanzibarju. S tem večernim prizorom pa nekako tudi zaključujem to predavanje, ki sem ga majčkeno raztegnil po moji navadi. Zvečer takole postavijo potem na te plaže mize, restauracije zalaufajo in potem si lahko privoščite romantično večerjo ob sveči takole na plaži ob morju. Tako da definitivno priporočam, da se doda Zanzibar k temu potovanju, ker je res tista prav zaključek in še malo odklopa na koncu pred povratkom v domovino. Tako da to je to nekako z moje strani, zdaj pa bom odgovoril še na par vprašanj, če ste kaj napisali, mi bo posredovala. Super, hvala lepa za tole predavanje, smo vsi kar malo zaplavali, se mi zdi, željo potem. Tako da imam pa tule par vprašanj, eno iz Facebooka in sicer bolj od začetka predavanja, ali so v obisku parkov kakšne vstopnine? Za nacionalni park se definitivno vedno plača vstopnina. Od parka do parka se majčkeno razlikuje, mislim pa, da so trenutno vstopnine nekje $50 na osebo na dan za večino nacionalnih parkov v Ugandi. Medtem ko v Tanzaniji so majčkeno nižje oziroma so že del teh aranžmajev, ki jih prodajajo agencije. Namreč te safariji po parkih v Tanzaniji ne potekajo v lastni režiji, ni tako imenovanega self-driva oziroma je ta zelo redek in večinoma se vzame pač nek paket agencije z šoferjem, vozilom, prenočišči, hrano in vstopninami. Ok, super. Pa še eno tule iz Zooma, kakšne so temperature v Ugandi čez dan? Ja, Uganda leži praktično na ekvatorju, mi med potovanjem tudi prečkamo ekvator, tako da temperature se kaj dosti ne razlikujejo glede na mesec, se pravi ni nekih izrazitih letnih časov, ločimo samo pač deževno obdobje pa suho obdobje, tako da temperature so, bom rekel, čez dan vsaj 25 stopinj, če ni kakšnega vetra ali pa če ni dež, grejo pa tudi nad 30, ponoči pa redko pod 20. Odvisno je pa tudi od višine, to je tudi zelo pomemben dejavnik v Ugandi, omenil sem že, da je celotna Uganda kar na dosti visoki nadmorski višini, recimo jezero Bonyoni je skoraj na 2000 metrih, 1950 metrov, tako da se ponoči lahko shladi tudi tam nekje do 15 stopinj.
Ok, super. Če imaš še kdo kakšno vprašanje, lahko še zdaj vpraša, če ne, pa je bilo, mislim, da to. Ok. Samo še malo EPP-ja za konc, če lahko, Hana. Absolutno. Ja, zdaj, glede na pač razmere, mi jasno se trudimo, da bi izpeljali kakšno od potovanj v tem letu še v Ugando, pa Tanzanijo, ampak seveda ni kaj dosti odvisno od nas v teh razmerah. Pogoji, kar se trenutnega potovanja tja tičejo, so v bistvu precej zoprni. Zahteva se PCR test tako za vstop v Ugando, kot tudi za izstop iz Ugande, kar je še posebej moteče, ker lahko pride do situacije, da dejansko ostaneš v državi. In pa potem še dodatna komplikacija pri prehodu meje, tako da v Tanzanijo recimo, tako da v letošnjem letu, če bomo izvedli to potovanje, upam, da bomo v poletnem terminu, bomo verjetno izvedli samo Ugando, se pravi brez tega dodatnega rizika pri prehodu meje, ker lahko pride recimo do situacije tudi, da bi zbolel vodnik, bil pozitiven in potem bi bili potniki prisiljeni nadaljevati pot brez vodnika ali pa v najslabšem scenariju, da bi del ekipe bil prisiljen ostati v Ugandi. Tako da v izogib temu bomo najverjetneje vsaj poleti, če se bo dalo, izvedli samo Ugando. Okay. Ja, je pa to potovanje planirano za julij, potem pa pač naslednji termin bo pa za novo leto, pa takrat upam, da se bo dalo že oboje skupaj. Okay. Je pa tudi prišlo še eno vprašanje, in sicer koliko časa pa traja takšno potovanje? Ja, to potovanje v celoti traja 19 oziroma 20 dni, majčkeno je odvisno tudi od letov, kdaj pridemo, koliko lahko izkoristimo tisti dan, ko smo tam, in dan pred povratkom nazaj, če je to zelo zgodaj ali pa ponoč, pač potem včasih raztegnemo za en dan toliko, da lahko damo vse stvari v program, se pravi nekje 19 ali 20 dni. Cena tega programa, če še koga zanima, je pa približno 2600 evrov, ampak moram poudariti, da to ne vključuje obiska goril in pa šimpanzov, ker se za ta obisk ne odločijo vsi in v bistvu to smatram bolj kot fakultativo, čeprav ponavadi gre vsaj pol skupine, ampak vseeno. Tako da, ja, kar se tiče financ, ni med najcenejšimi potovanji, ampak pač za te izkušnje v Afriki je pač potrebno plačati. Ok, super sam. Tako da čas se nam je iztekel, bilo je super. Hvala še enkrat iz strani Celjskega mladinskega centra. Tako vam kot vsem, ki ste se pridružili, tako da super in hvala še enkrat. Ja, hvala vam za to priložnost, Hana, in pa hvala tudi vsem poslušalcem, upam, da vam je bilo zanimivo. Pa se vidimo, upam, da čim prej v živo. Super, hvala lepa, čau, čau.